Živijo. Danes sem pripravila prispevek na temo čredne imunosti. Ker sem dobila vprašanje, zakaj bi se sploh cepili, ker slejko prej bomo vsi zboleli in razvili imunost. Cepljenje si lahko predstavljaš kot uporabo varnostnega pasu v avtu. Ali obstajajo smrtne žrtve zaradi uporabe varnostnega pasu? Ja, obstajajo. Ampak a to pomeni, da od danes naprej ne boš več uporabljal varnostnega pasu v avtu? Verjetno, da ne, a ne? Ampak kaj pa, če boš ravno ti tisti, ki boš razvil zelo toksičen stranski učinek zaradi cepljenja? Ali pa se zaradi tega sploh ne smeš cepiti? Potem boš ravno ti postati največji ambasador in promotor cepljenja, ker samo ljudje okoli tebe, ki bodo cepljeni in bojo razvili imunost, te lahko zaščitijo. Za vas sem pripravila eno tako skico, kaj pomeni čredna imunost, pa si jo poglejmo skupaj. Ok, rečemo, da je to populacija ljudi pred pandemijo, torej še v času epidemije, kjer je bilo nekaj ljudi okuženih, drugih pa ne. Črni krogci so okuženi, beli pa še ne. In v tem času se je virus izredno hitro razširil. Ni bilo še imunosti, vendar ko se je epidemija prevesila v pandemijo, se je tudi imunost na virus začela večati. In v tem primeru se je virus začel širiti med neimuno populacijo. Kljukica pomeni pridobitev imunosti na tej sliki. Ampak kaj se pa zgodi, če je 80% populacije imune? Torej, da smo dosegli čredno imunost na naraven način ali pa s cepivi. V tem primeru pa je situacija takšna. In sicer v tem primeru, kar se zgodi, je, da virus težko najde gostitelja. In zato se širjenje virusa zaustavi. In to lahko vidite tudi v tem primeru, kjer je slika precej identična tele. In kaj pa se zgodi, če si ti ravno ta, ki v bistvu ne sme prejeti cepiva, zaradi stranskih učinkov, naprimer. Potem se boš ti mogel v bistvu zanesti na svojo okolico, da je ta prejela cepivo, ker samo tvoja okolica te bo lahko zaščitila. In na ta način v bistvu je pomembno, da ne samo to, da se ti cepiš, ampak s tem tudi zaščitiš ljudi, ki se ne smejo cepiti. Ampak ali je boljše, če dosežemo čredno imunost na naraven način ali s cepivi? Za odgovor na to vprašanje bom vzela primer ZDA, ker je pri nas bilo ogromno ljudi okuženih in je lažje potegniti neke statistične analize. Pri nas v Ameriki smo zabeležili v manjših mestih 12% imunost. Medtem ko v velemestih smo v bistvu zabeležili okoli 22% imunost do sedaj. V mestih, kot je pri nas v New Yorku, je ta procent še celo večji, okoli 25% imunosti. Tako da, če potegnemo neko povprečje tukaj, rečemo, da imamo skupaj v Ameriki okoli 20% imunost, da smo to dosegli v zadnjem letu. Pa poglejmo zdaj številke. Torej, v zadnjem letu, v teh 20% imunosti, se je v ZDA zabeležilo 350 tisoč smrti. In ta številka je še mejhna, zaradi tega, ker je iz začetka januarja in danes se giblje okoli 450 tisoč smrti. Tako da, če v bistvu želimo doseči čredno imunost na naraven način, torej 80% imunost, to pomeni, da se mora še 3-krat več toliko ljudi, populacije, kot je do zdaj, okužiti z virusom. In v bistvu je zdaj vprašanje, ali smo pripravljeni sprejeti dodatnih 1,2 milijona smrti. In če razbijemo to številko glede na procent, koliko po starostnih skupinah, katere skupine so do zdaj umirale, to pomeni, da mora dodatnih 8400 ljudi umreti v starostni skupini med 25 in 34 letom ali 21600 ljudi med 35 in 44 letom in tako dalje. In to je samo za ZDA. Tako da jaz menim, da to ni prava pot in tudi nikoli v evoluciji ni bila prava pot. Ker v evoluciji je tako, da kar nas ne ubije, nas ne bo naredilo močnejše. In posledice okužb s COVID-om so že zabeležene bile do zdaj in tudi na asimptomatičnih bolnikih in mlajši populaciji. Tako da v naslednjem videu se bom dotaknila tega področja, zaradi tega, ker v preteklosti, v prejšnjih videih smo govorili o dolgotrajnih stranskih učinkih cepiva. Tako da edino pravično je, da pogledamo še dolgotrajne stranske učinke COVID-a.